Živijo gledalci. Pred sabo imam enega najboljših gamerskih prenosnikov ta hip. Tole je Asus ROG Strix Car 2 z eno hudo grafično kartico. Pa dajmo si mi kar pogledati, kaj se skriva v tej škatli. No, pa poglejmo. Torej, tole ne bo klasičen top 5 lastnosti video, ampak bo bolj neke vrste first look. Kaj bi jaz izpostavil pri tem računalniku na prvi pogled? Zelo očitno je, da je ta zadeva ultra prenosna. Vsi vemo, kakšni so gamerski prenosniki. Neke težke, okorne kište, ki jih komi prenaša s sabo, čeprav so prenosniki. No, tale zadeva je prenosnik v pravem pomenu besede. Tehta 2,9 kg in poglej, mislim, se ne rečem, se je malce zajeten v primerjavi z mojim prstom. Ampak to ni nič v primerjavi s konkurenco. Jaz to komod fliknem v torbo in ga vzamem s sabo kamorkoli. Zelo je kompaktno narejen, taka čvrsta plastika, res proper zadevščina. Druga lastnost, ki mi je zelo všeč, je dizajn. Poglej to minimalno obrobo ob zaslonu. Pa tlele na ohišju imaš tako grafiko, neko poslikavo, pa pod tipkovnico imaš barvne ledice, ki si jih by the way lahko sam prilagajaš, pa od spredi imaš ledico, pa na zadnji strani imaš neko barvno lučko, tako da res hudo zgleda. In ja, ker ima zaslon toliko minimalno obrobo, so prednjo kamerco skrili kar semle. Dobra rešitev. Ampak ja, sej se zavedam, kdor si bo kupil ta komp, ni nujno najbolj osredotočen na videz, temveč na delovanje. Kar se speksov tiče, je to res huda kišta. Recimo, to je prvi prenosnik, ki ima vgrajen 144 Hz zaslon. Pa noter imaš Intelov i7 procesor 8. generacije. Pa zadeva se ful hitro zaganja, ker imaš noter 256 GB SSD diska, pa 1 tera običnega diska, pa 16 GB RAM-a in tako naprej. Ampak tudi na ohišju, recimo, ta tipkovnica deluje pod prsti res full proper in isto tale touchpad je izjemno odziven in tak hud feeling imaš, ko se z njim premikaš po zaslonu. A ja, zvočnikov ne smem pozabiti. Ko poslušaš neko glasbo ali pa igraš špil, se zdi, kot da imaš neke mini zunanje zvočnike. Tok je proper tale vgrajen tukaj noter. In pol seveda glavna stvar, ultra huda grafična kartica. Nvidia GeForce RTX 2070. Tukaj zraven deluje še neka umetna inteligenca, ki skrbi, da je slika ves čas ultra sharp in huda. Tako da s tem kompom boš lahko igral najbolj aktualne igre še dolgo časa, ker je pač zadeva toliko huda po speksih, da ja, je kos vsem tem obremenitvam hodim. In poleg vsega imaš pod pokrovom še nek poseben hladilni sistem, ki si ga lahko sam prilagajaš glede na scenarije obremenitve kompa. To je nekako to. Zdaj za vse, ki vas zanima kaj več o njem, vas lepo vabim, da obiščete naš infoportal. Tam je moj kolega Žiga objavil tako poglobljeno recenzijo računalnika, skoraj da ne študijo. Tako da vsi, ki vas zanimajo bolj konkretni detajli, pridite na naš portal in boste tam zvedeli praktično vse. To je bilo pa to, kar se mene tiče. Upam, da te bi video kul, da si izvedel kaj pametnega. Sicer pa polajkaj naš video, subscribi na naš YouTube kanal in se vidimo kmalu. Čau!